Kaj pa dialog s predstavniki pacientov, s civilno družbo? Z predstavniki pacientov, z različnimi skupinami, bom rekel, se srečujemo, imeli smo kar nekaj srečanj, kar nekaj sestankov, predstavili so svoje problematike, pobude, ideje, predloge, veliko je prišlo tudi dobrih predlogov, ki jih skupaj rešujemo. Sodelovanje z predstavniki pacientov oziroma različnih skupin se mi zdi osebno zelo pomembno. Tudi v svoji prejšnji službi v kliničnem centru smo oživeli, bom rekel, temu nazaj, svet pacientov, ki je združeval večino, bom rekel, društev pacientov, s katerimi smo odlično sodelovali in na podlagi njihovih pobud in predlogov tudi izvedli marsikatero rešitev, ki je bila v dobro ne samo teh skupin pacientov, ampak vseh. Zato se mi zdi to sodelovanje tudi na nivoju ministrstva še toliko bolj pomembno. Seveda teh skupin veliko, tako da rešujemo problem nimamo, bom rekel, celovitega sveta pacientov, kot smo imeli to v kliničnem centru, ampak razmišljamo tudi v to smer, da bi poenotili torej vsa društva, a pa večino teh društva pacientov v nek enotni organ, ki bi potem sodeloval z ministrstvom. Ali morda razmišljate, da bi predstavnike nestrokovne javnosti, splošne javnosti, morda vsaj enega vključili tudi v pripravo sistemskih sprememb? Zagotovo, poglejte, ko sestavljamo posamezne projektne skupine, bodisi so čakalne vrste, so to problemi na nivoju družinskih zdravnikov, je to informacijska tehnologija, so to, bom rekel, nove metode zdravljenja. Zmeraj vključujemo v te projektne skupine vse ključne deležnike, torej tam, kjer je smiselno vključevati tudi posamezne društva pacientov, bomo in to tudi počnemo.